Dober dan iz Osla. Norveška prestolnica žaluje, država je zavita v črno. Danes je nedelja in pravkar se je končala maša za žrtve nepredstavljivega terorističnega napada, morilskega masakra, ki ga je v petek uprizoril Anders Behring Breivik, skrajni desničar, ki je najprej postavil bombo v avtomobilu v središču Osla, nato pa je krenil še na strelski pohod na otok Utoja, kjer je po zadnjih podatkih ustrelil kar 85 članov podmladka vladajoče socialdemokratske oziroma laboristične stranke. Pred norveško oziroma pred oslovsko glavno stolnico se zbirajo množice ljudi. Le nedaleč stran je vladna palača, a dostopi do nje so popolnoma zaprti. Številne izložbe na trgovinah in gostinskih lokalih tukaj nedaleč stran od mesta, kjer je eksplodirala bomba, so seveda polomljene, popokane, steklo leži po tleh. Ljudje nosijo cvetje, prižigajo sveče in pa pišejo sporočila preminulim, ki so umrli v tem terorističnem napadu, ki ga Norveška in pa cela Evropa seveda nista niti v sanjah pričakovali, kaj šele, da bi bili na kaj takega pripravljeni. Država je v šoku. Ljudje so na nek način seveda prestrašeni, zaskrbljeni, a na drugi strani pravijo, da to države ne bo spremenilo v represivno, v netolerantno in pa nestrpno. Anders Behring Breivik je v očeh ljudi seveda monstruozna pošast. Velikanski zločinec in pa terorist, ki je storil dejanje, ki si ga seveda do sedaj lahko predstavljajo Norvežani, mogoče le v kakšnem filmu. Anders Behring Breivik je po poročanju tukajšnjih medijev povezan z ultradesničarskimi skrajneži. Sam se je opredelil za skrajnega nacionalista, ki ima izrazito protiislamska, protipriseljenska in pa na nek način tudi antipolitična stališča oziroma stališča proti vladajoči socialdemokratski stranki. Trenutno je seveda v priporu, jutri ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, danes ob 6. pa bo norveška policija imela še eno tiskovno konferenco, na kateri bodo posredovali še zadnje informacije, kaj se je v bistvu dogajalo v petek. Še vedno so številne stvari v zvezi s tem tragičnim petkom, ki se je spremenil v moro, v grozo, seveda zavite v skrivnost. Za večer.com se še javim iz Osla. Lep pozdrav!